TV. Kids TV. Dober jutrček, otroci! Nov dan je pred nami. Ga bomo skupaj začeli. Ja, bomo. Še veste, kako začnemo jutra? S telovadbo in s pesmico, kaj ne? Razmigajmo se. Ste pripravljeni? Roke v boke. Trikrat visoko skoči v zrak. 1, 2, 3. Skoči kot zajček ti. Roki ob telo, stisni močno. Stegni dlani kot pingvin, premikaj se ti. Nizko v počep, spusti se zdaj. Roki naprej in pred se glej. Skok naprej, skok nazaj. Kot mala žabica zaregljaj. Rego, kvak. Po turško se usedi zdaj. Z rokama si kolena potrepljaj. Globoko vdihni in izdihni. Na kaj lepega hitro pomisli. Sonce, voda, čokolada. Čas je, da gremo skupaj naprej. Kvisko rubriko si poglej. Kvisko živali. 5 novih vprašanj imam za vas, otroci. Dobro me poslušajte. Nosorog, lev, zebra. Katera od 3 živali na sliki ima rog na nosu? Le katera od 3 živali na sliki? Nosorog! Veste, nosorog je zelo velik in težek. Njegova posebnost je rog na nosu, zato ga imenujemo nosorog. Nekateri imajo 1, nekateri pa celo 2 rogova. Največja vrsta nosorogov so beli ali širokousti nosorogi. Gremo naprej na drugo vprašanje. Žirafa, opica, zebra. Katera od 3 živali na sliki je zelo podobna konju? Kaj pravite, katera? To je zebra. Vsaka zebra ima drugačen vzorec prog, tako se med seboj lažje prepoznajo. Veste, zebre živijo na sušnem področju afriške savane. V obdobju z malo dežja si iščejo vodo, tako da hodijo kilometre in kilometre daleč, da bi jo našle. Gremo naprej na tretje vprašanje. Slon, kača, tiger. Katera od 3 živali na sliki je plazilec? Katera se ves čas plazi po tleh? Kača je pravilen odgovor. Kače so plazilci. Prekrivajo jih čvrste luske, med katerimi imajo raztegljivo kožo. Kače lahko živijo skoraj povsod, večina pa jih živi v toplih območjih. Kačje telo nikoli ne preneha rasti, ko ji koža postane pretesna, jo sleče. Gremo dalje. Žirafa, opica, nosorog. Katera izmed 3 živali na sliki je najvišja? Žirafa je najvišja. Žirafa je tako visoka, da mora zelo razširiti prednje noge, da bi se sklonila do tal in pila vodo. Je liste in poganke dreves in rečemo ji prežvekovalka, zato ker ves čas prežvekuje. Še zadnje vprašanje. Slon, lev, tiger. Katera od 3 živali na sliki ima grivo? Le katera ima grivo? Dobro premislite. Lev ima grivo. Lev je velika mačka, lahko je težji od 3 odraslih ljudi. Samci imajo okoli glave dolgo dlako, ki ji rečemo griva. Živijo v družinskih skupinah, ki jih imenujemo krdela. Kvisko, to je to. O živalih je vedno zanimivo kaj novega izvedeti, ampak veste, kaj je tudi zanimivo? Vozila. Vozila so strašno zanimiva. Za vas sem jih danes kar nekaj izbrskala. Poglejmo, če so tudi vam zanimiva, točno tista, ki so tudi meni.
Na svetu je toliko vozil, da sem se komaj odločila, katera naj vam danes pokažem. Ampak na koncu sem le sprejela odločitev, tako si bomo danes pogledali nekaj vozil, ki se vozijo na kmetiji, nekaj vozil, ki se vozijo na gradbišču, v mestu, nekaj reševalnih vozil, nekaj plovil, ki plujejo po morju, pa nekaj takšnih, ki se vozijo po tirih in na koncu bomo poleteli še visoko na nebo. Ampak lepo po vrsti. Najprej si poglejmo, kateri dve vozili sta nepogrešljivi za starega kmeta na kmetiji. Zagotovo je to traktor, na katerega lahko kmet priključi plug, plug pa kmetu pomaga pri oranju njiv. Lahko pa na traktor priključi tudi balirko, balirka pa kmetu pomaga oblikovati take lepe bale sena. Stari kmet pa lahko na traktor priključi tudi prikolico, tako je. V prikolico pa lahko potem spravi različno sadje, recimo jabolka, slive, hruške ali katerokoli sadje že stari kmet goji in lahko v prikolico spravi tudi koruzo, potem pa vse skupaj odpelje na kmetijo. Stari kmet na kmetiji potrebuje tudi kombajn. A vemo, kaj je kombajn? Kombajn je v bistvu kmetijsko vozilo, ki lahko hkrati opravlja več opravil. Recimo, tako kot mamice lahko hkrati kuha, pa še obeša perilo in se zraven še z vami igra, lahko kombajn istočasno žanje, mlati in še čisti semena oziroma rastline. Se pravi, sta to dve res nepogrešljivi vozili za starega kmeta na kmetiji. Zdaj pa s kmetije na gradbišče. Na gradbišču najdemo veliko zanimivih gradbenih vozil, ampak danes sem si izbrala 4, ki vam jih bom pobliže predstavila. Eden izmed njih je zagotovo tale rumeni delovni stroj, ki mu rečemo kako? Kako? Kopač nakladač oziroma nekateri mu rečejo kar bager. Kopač nakladač pa zato, ker ima žlico, s katero lahko zakoplje globoko do zemlje in izkoplje material ven. Vam pokažem, kako to izgleda. Tukaj imam nekaj materiala, takole, ki ga posujem tule po mizi. Dobra. In potem lahko kopač opravi svojo funkcijo. Lepo se zapelje, zakoplje in svojo žlico dvigne material, ki ga odpelje vse do kamiona prekucnika. Pa veste, zakaj rečemo temule vozilu kamion prekucnik? Takoj vam razložim. Se pravi, najprej kopač nakladač takole strese material v kamion in se lahko odpelje nazaj, medtem ko se kamion prekucnik odpelje na drugo stran gradbišča, kjer bo svojo prikolico prekucnil in stresel material. Zato mu rečemo kamion prekucnik, ker ima prikolico, ki se prekucne. Veste, na gradbišču najdemo zagotovo tudi kamion hruško. Veste, to je ta kamion, ki se vrti. Vrti se pa zato, ker meša beton. Če se beton ne bi ves čas mešal, potem bi se strdil. Imamo pa tudi valjar. Funkcija valjarja pa je, da zravna razrito zemljo oziroma razrito površino. Pa če si predstavljamo, da recimo imamo cel kup neke zemlje, pride valjar in jo lepo zravna. Tako, to so ta 4 vozila, ki sem se jih odločila, da vam jih predstavim danes. Zdaj pa je čas, da se zapeljemo do mesta. Tudi tam nas čakajo zelo zanimiva vozila. Poglejmo. Zdaj pa dajmo skupaj razmisliti, katera vse vozila smo že srečali na cesti. Katera? Poleg avtomobila, v katerem smo se mi vozili, smo zagotovo videli še veliko drugih avtomobilov. Res je, trenutek. Videli smo avtomobile različnih oblik in velikosti. Pa videli smo avtomobile različnih barv. Pa mi pomagajte, katerih vse barv avtomobile smo videli. Zelenega, rdečega, tako, pa
oranžnega, modrega, rumenega, črnega, belega in še bi lahko naštevali. Ampak gremo raje pogledat, katero vozilo smo še srečali na cesti. Zagotovo smo vsi že videli avtobus na cesti, avtobus, ki prevaža potnike. In tudi avtobusi so lahko različnih barv, drži? Gremo naprej na naslednje vozilo. 1, 2, 3, te 3 bom umaknila, zato da bom naredila prostor za ogromen smetarski tovornjak. Eno izmed mojih najljubših vozil. Zdaj pa mi povejte, a vsi vemo, kakšna je funkcija smetarskega tovornjaka? Da, odvaža smeti, tako je. A vsi vemo, da moramo ločevati odpadke. Vemo, kaj ne, kako pa jih ločujemo? Imamo en koš za smeti za embalažo, en koš za smeti za steklo, pa en koš za smeti za biološke odpadke. A vemo, kaj so biološki odpadki? Se pravi, olupek od banane, olupek od jabolka, če kakšna paštica ostane, ki jo nismo pojedli za kosilo, tudi gre v biološke odpadke. Potem imamo koš za papir, pa koš za mešane odpadke in mislim, da smo našteli vse koše. A smo? No, recimo, da smo. Kakorkoli, ločevanje odpadkov je zelo pomembno. Tako skrbimo za našo zemljo, za okolje, v katerem živimo. Tako da le pridno ločujte odpadke še naprej. Smetarski tovornjaki in delavci, se pravi smetari, imajo zelo pomembno nalogo, da praznijo naše koše in da skrbijo, da ločujemo in ločujejo odpadke. Zdaj pa mi še povejte, katera še vozila najdemo oziroma vidimo lahko na cesti. Taksi, tako je, pa motor, tako. Na cesti, sem pa tja vidimo tudi kakšno kolo, pa kakšen kombi. Zdaj pa mene zanima, koliko reševalnih vozil ste že videli. Prepričana sem, da ste videli vsaj 3 reševalna vozila. Katera 3? Poglejmo. Na cesti ste zagotovo že videli drveti kak gasilski tovornjak. Kdaj pokličemo gasilce na pomoč? Ko kje zagori požar? Res je, na številko 112 jih pokličemo in takrat gasilci prihitijo na kraj požara, zato da ga čim hitreje pogasijo. Veste, kdaj tudi lahko gasilce pokličemo na pomoč? Takrat, ko se nam mucek zapleza na drevo in revež ne zna sam splezati dol, mi pa mu tudi ne znamo pomagati. Takrat pridejo gasilci in na srečo imajo hidravlično lestev, po kateri lahko splezajo gor, rešijo mucka in ga varno spravijo na tla. Na cesti pa ste poleg gasilskega tovornjaka zagotovo srečali tudi reševalni kombi. Kdaj pokličemo reševalce? Kdaj pokličemo reševalce na pomoč? Takrat, ko se nekdo hudo poškoduje, takrat pokličemo številko 112 in reševalci, tako kot gasilci, hitro prihitijo na kraj nesreče. Umakniti se moramo vsi v ostalih avtomobilih na rob ceste, zato da lahko reševalno vozilo po sredini ceste v čim krajšem času pride do ponesrečenca. Tako jim lahko reševalci pomagajo, mi pa smo naredili dobro delo, ker smo se umaknili in tako sprostili pot za reševalce. Tudi reševalce pokličemo na številko 112. Koga pokličemo, če slučajno nekdo ukrade nekaj, kar ni njegovo? Če zalotimo lopova, koga pokličemo? Policiste, seveda, policiste pokličemo takrat, ko je ukradel nekdo nekaj, kar ni njegovo in mi smo bili priča temu. Videli smo ga, hitro smo poklicali številko 113 in obvestili policiste. Halo, policisti, nekdo je ukradel neko stvar, ki ni njegova, prosim pohitite in na kraj nesreče pridite. In policisti prižgejo lučke, prižgejo sireno, vsi avtomobili se umaknejo na rob ceste, da lahko policist, kolikor hitro le lahko, pride na kraj, kjer je lopov ukradel nekaj, kar ni njegovo. Tako, zdaj smo spoznali še 3 intervencijska vozila.
policijsko vozilo, reševalno vozilo in gasilski tovornjak. Od reševalnih vozil pa gremo v vodo, k plovilom, le katera poznate vi in katera sem izbrala jaz. Poglejmo skupaj. S kopnega se selimo na morje, kjer plujejo jahta, jadrnica, motorni čoln, pa ladja križarka in dovolj imamo. Zdaj pa gremo iz morja na tire. Le kdo ga že ni videl in le kdo ga ne rad gleda? Kaj pravite, kaj sestavljam? Sestavljam tire, po katerih se bo peljal. Kdo se bo peljal po tirih? No, da slišim. Vlak se bo peljal, seveda. Samo še trenutek mi dajte in skoraj sem gotova. Zdaj pa. Ta! Lokomotiva. Vagon. Pa še en vagon. In ga imamo. Vlak, ki se pelje po tirih. Srečno pot, vlakac! S tirov pa poletimo visoko. Na nebu letijo letala, potniška, pa tista s propelerjem. Letijo na nebu pa tudi helikopterji. Tako, nekaj vozil smo danes le spoznali. In verjemite, še zdaleč to niso vsa, ki obstajajo na svetu. Zato lepo prosite mamico in očija, če ste radovedni, da prelistate še kakšno knjigico, kjer je poleg vseh vozil, ki smo jih danes spoznali, še veliko, veliko drugih vozil. Ste pripravljeni na nov slikarski podvig? Tudi jaz. Danes bomo narisali gasilski tovornjak. Še preden ga začnemo risati, pa zapojmo skupaj tisto o gasilcu samu. Jo poznate? Tisti, ki je ne poznate, se jo boste naučili danes z mano. Tisti, ki jo poznate, pa na ves glas zapojte. Ste pripravljeni? Gremo. Ko zasliši zvok siren, šine kakor spodboden, že v gasilski voz drvi, v 7 trenih odbrzi, ker samo gasi vsak požar in se voz mu blešči, dan na dan topet skrito ni, da samo vse pogasi. Pelje se po ulici in pozdravlja vse ljudi. Kaj če komu zagori, že gasilec tja hiti, ker samo gasi vsak požar in se voz mu blešči, dan na dan topet skrito ni, da samo vse pogasi. Ha! Samo vse pogasi, mi pa znamo skoraj vse narisati. Gremo risati? Pejmo. Tudi danes nam bodo v pomoč Čivčav knjigice. Čivčav ima knjigo z zimskimi motivi, pa ima knjigo z živalmi, v delu pa je tudi knjiga, kako narisati vozila. Danes bomo mi narisali skupaj gasilski tovornjak, v kratkem pa boste lahko skupaj s knjigo Čivčav risali še ostala vozila. A gremo risati? No, dajmo končno začeti risati. Takole, gremo najprej pogledati napotek številka 1 in sicer tale pravi, da z modro barvo narišemo kolesa. Pa bom jaz izbrala modro barvo in narisala kolesa in sicer en krog, pa drugi krog, pa pustimo nekaj prostora vmes,
Pa narišemo še tretji krog. Napotek številka 2 pravi, da moramo v vsakemu krogu narisati še po eno piko notri. Pa si bom jaz izbrala, a lahko črno barvo? Si bom izbrala črno barvo, da bom narisala pike noter. 1, 2, 3. Napotek številka 3 pravi, glejte, da narišemo celo karoserijo okoli. In sicer je tak ukrivljen pravokotnik, bi lahko temu rekli, pa ker je gasilski tovornjak rdeče barve, bom jaz uporabila rdeč flomaster. Se pravi, naredimo, kako sem rekla, nek ukrivljen pravokotnik, takole, in tukaj še povežemo vse skupaj. In že počasi dobiva naš gasilski tovornjak obliko. Gremo na napotek številka 4, kjer naš gasilski tovornjak dobi okno in 2 črti tukaj le spodaj, zato da lepše zgleda. Pa dajmo najprej okno narisati. Tukaj le na desni strani zgoraj bomo narisali tak kvadrat. Se pravi, narišemo v bistvu eno navpično ravno črto, pa eno vodoravno ravno črto, in če gledamo takole tale del, dobimo pravzaprav nek kvadrat. Pa gremo na pozabila sem črte, ok, še črte, takole, ena ravna vodoravna črta, pa še druga ravna vodoravna črta. Vam je uspelo? Če imate ravnilo, ga lahko uporabite, potem bodo črte veliko bolj ravne. Jaz ne uporabljam ravnila, ampak vse rišem prostoročno. Naš gasilski tovornjak dobi gasilsko cev, in sicer tule na levi strani tovornjaka bomo narisali kot nekega takega zavitega plavška. Takole poskusite mi slediti, tako, in bo to naša gasilska cev. Vam je uspelo? Kot plavžek, veste, takole, se pravi, začnemo znotraj in gremo na ven in rišemo kot hišica od plavška, da nastane dejansko taka lepa gasilska cev. Tule na koncu gasilske cevi moramo narisati še v bistvu nastavek, skozi katerega bo kasneje špricala voda, in tale nastavek je lahko trikotne oblike. Takole. Na napotku številka 5 je narisana tudi lestev oziroma neka osnova za lestev. Tule zgoraj bomo narisali najprej eno ravno vodoravno črto in nekoliko više narišemo še eno vodoravno ravno črto. Gremo na napotek številka 6, kjer lestev dejansko postane lestev. Narišemo jo vmes navpične črte. Takole. Kako vam gre? Kar počasi. Če vam ne gre zaenkrat še najbolje od rok, si zapomnite, da večkrat, ko boste gasilski tovornjak narisali, lažje vam bo. Gremo naprej na napotek številka 7. Naš gasilski tovornjak bo dobil še 2 okni, pa sprednjo in zadnjo luč in seveda sireno. Sireno, ki tuli takrat, ko se gasilskemu tovornjaku in ekipi mudi na kraj požara. Pa narišemo najprej tule 2 okni, in sicer v obliki 2 kvadratov. Takole. Dobro, zdaj pa še sireno na strehi v obliki polkroga. Takole. Pa narišemo še nekaj navpičnih črtic okoli in okoli, da je videti, da sirena res tuli. Pa rekli smo še sprednjo in zadnjo luč, jaz si bom izbrala rumeno barvo. Takole rumena za spredaj, pa še rumena za zadnjo luč. Pa gremo na napotek številka 8. Na napotku številka 8 bosta naši okni dobili še po 2 vodoravni črti. Pa bom spet vzela rdeč flomaster, da bom narisala najprej eno, pa še drugo črto in tukaj še eno, pa še drugo črto. Sireni smo že narisali ravne črtice, da vemo, da pač sirena utripa in tuli. Enako bomo naredili pri sprednji in zadnji luči. Se pravi, črte okoli in okoli, da vemo, da lučke svetijo, sirena tuli. In potem imamo še napotek številko 9, ki pravi, da pobarvamo gasilski tovornjak.
Ker mi nimamo toliko časa, jaz predlagam, da gasilski tovornjak doma sami pobarvate in sicer po navodilih iz knjige Čiv čav. Se pravi, gasilski tovornjak je rdeče barve, cev je lahko tudi rumena, jaz sem se odločila za modro, sirena in lučke so tukaj le rumene, rdeče in oranžne barve. Ampak zapomnite si, da gasilski tovornjak sicer je rdeče barve, ampak če je vam ljubša kakšna druga barva, zakaj pa ne? Zdaj, ko imamo slikico narisano, sem radovedna, kaj se skriva v bambu škatli. Ste vi tudi radovedni? A gremo pogledat skupaj. Abu škatla. Otroci, Abu škatla me je danes presenetila tako, da ni več pravokotna in rjave barve in majhna, ampak je velika, kvadratne oblike, z modrim pokrovom, z modrimi pikami. Ampak kljub temu, da je drugačna, je še vedno polna presenečenj. Jaz še vedno ne vem, kaj se skriva notri. Kaj pa vi? Vi veste, kaj se skriva notri? Kaj pa če ugibamo? Lahko bi se skrivali flomastri recimo, ali pa kakšne knjige, ali pa... Kaj, kdo je to rekel? Kdo je rekel, da pogledam notri in da ne ugibam? Kdo? Vsi vi tako mislite? Prav, pa ne bom več ugibala. Dajmo pogledat, kaj je notri. Več stvari je notri. Se vam že sanja? Dajmo skupaj pogledat. Poglejte jo, kmetijo. Kmetija je notri. Takole krasna, z rumeno streho. Tukajle ima spredaj vrt, na katerem raste cvetača, pa zelena solata, pa redkvice. Tukajle na levi strani je tak travniček. Ampak poleg kmetije smo dobili še živali. No pa poglejmo, katero bomo prvo zvlekli. Pomagajte mi uganiti ime. Mala ovčka. Dober dan, mala ovčka. Dobrodošla na novi kmetiji. Mu. Kdo se oglaša z mu? Krava se oglaša z mu. Dober dan, gospa krava, kar izvolite tule na travnik. Lahko pojeste malo sveže zelene trave. Krave imajo zelo rade zeleno svežo travo. Pa ovčke tudi. Ovčke, tudi ti se lahko pridružiš kravici in obe se lahko paseta na zelenem travniku. Kuku! A je pujsek? Pujsek kruli. Pujsek se najraje valja v blatu. Poglejmo, če je tukaj kaj blata, da bi se pujsek lahko malo povaljal. Joj, pujsek, blata zate pa ni čisto nič. Veš kaj predlagam? Tule, da kakšno redkvico poješ. Dober tek ti želim, pujsek. Kdo pa kokodaka? Kdo kokodaka? Kokoš? Ste prepričani? Seveda ste. Kokoš kokodaka. Poglejte jo kokoško, ki zelo rada sedi na kurniku. Ampak tukaj le tale kmetija, ima tukaj le zadaj, večkrat bom umaknila pujska, pa ovco, pa kravo, da vam pokažem še kurnik. Poglejte ga, tukaj le je kurnik, kjer so tudi mali piščančki. Tako bomo poleg kurnika posedli kokoško. Kaj pa kokoška vali v kurniku? Jajca, tako jajca vali kokoška v kurniku. Gremo pogledat, katere živali se še skrivajo v Abu škatli. Gospa Račka, dober dan. A Račka Gaga? Račka Gaga. Račka, komu boš pa ti družbo delala? Tukajle pri kokoški boš sedela. V redu, zmenjeno. Še hišni ljubljenček Kuža se oglaša. Kuža, kar izvoli. Tule zadaj je še pasja uta. Kdo živi v pasji uti? Kuža, seveda, se že samo ime pasja uta nam pove, da je v bistvu kuža tisti, ki živi v njej. Takole. Evo ga, kužku smo dali dom.
Ampak za te živalice mora nekdo skrbeti. Kdo običajno skrbi za živali na kmetiji? Gospod kmet, tako je! Dober dan, gospod kmet, poglejte ga, s kakšnim krasnim klobukom se sprehaja po kmetiji. Ampak kmet skrbi sicer za živali, v čem pa se kmet rad vozi? V traktorju, pa da vidim, če je slučajno... slučajno je notri tudi traktor rdeče barve za našega starega kmeta. Tako na kmetiji starega kmeta prebivajo krava, ovca, pujs, kokoš, raca in njegov ljubljenček kuža. Stari kmet bo tako skrbel za svoje živali še naprej, mi pa gremo pet. Še pesmica nas čaka, potem pa se počasi moramo posloviti. Ampak kot rečeno, še pesmica nas čaka. Ste že uganili, katero pesmico bomo skupaj zapeli za konec? Če takole pogledate, na mizo je skoraj da jasno, da bomo peli o starem kmetu, ki je imel kmetijo. Ampak imam še eno presenečenje za vas. Peli bomo najprej v slovenščini, potem pa še v angleščini. Sprašujem se, če ste se vi kdaj vprašali, koliko jezikov obstaja na tem svetu? Ste? Jaz tudi. Pa sem šla brskat in sem v eni izmed knjigic našla, da jezikoslovci, to so strokovnjaki za jezik, pravijo, da jih je okoli 7000. Jezik, ki ga govori največ ljudi, je mandarinska kitajščina, angleški jezik pa je na drugem mestu. In tako kot rečeno, mi danes najprej pojemo v slovenščini, potem pa še v angleščini. Ste pripravljeni? A se bomo najprej upeli? Dajmo. La 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 la, mi 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 mi. Še globok vzdih in izdih. Knjigico bom pospravila tule pod kmetija. In zdaj res lahko začnemo pet. Stari kmet je imel kmetijo, ija-ija-jo, in na kmetiji kravo, ija-ija-jo. Je rekla mu tu, mu tam, mu tu, mu tam, mu povsod. Stari kmet je imel kmetijo, ija-ija-jo, in na kmetiji pujsa, ija-ija-jo. Je rekel tu, tam, tu, tam, povsod. Stari kmet je imel kmetijo, ija-ija-jo, in na kmetiji račko, ija-ija-jo. Je rekla ga tu, ga tam, ga tu, ga tam, ga povsod. Stari kmet je imel kmetijo, ija-ija-jo, in na kmetiji konja, ija-ija-jo. Je rekel nej tu, nej tam, nej tu, nej tam, nej povsod. Stari kmet je imel kmetijo, ija-ija-jo, in na kmetiji ovca, ija-ija-jo. Je rekla baba tu, bebe tam, be tu, be tam, be povsod. Stari kmet je imel kmetijo, ija-ija-jo, in na kmetiji kokoška, ija-ija-jo. Je rekla kako tu, kako tam, kako tu, kako tam, kako povsod. Stari kmet je imel kmetijo, ija-ija-jo. In kot obljubljeno, zapojmo še starega kmeta v angleškem jeziku. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he had a cow, E-I-E-I-O, with a moo-moo here and a moo-moo there, here a moo, there a moo, everywhere a moo-moo. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.
And on his farm he had a pig, E-I-E-I-O. With an oink oink here and an oink oink there, here an oink, there an oink, everywhere an oink oink. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a duck, E-I-E-I-O. With a quack quack here and a quack quack there, here a quack, there a quack, everywhere a quack quack. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a horse, E-I-E-I-O. With a neigh-neigh here and a neigh-neigh there, here a neigh, there a neigh, everywhere a neigh-neigh. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a lamb, E-I-E-I-O. With a baba here and a baba there, here a ba, there a ba, everywhere a baba. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some chickens, E-I-E-I-O. With a cluck cluck here and a cluck cluck there, here a cluck, there a cluck, everywhere a cluck cluck. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Tujega jezika se lahko naučimo tudi s pomočjo pesmic, zato veliko pojte, ne le v slovenščini, ampak tudi v drugih jezikih. To je to za današnjega dobrojutrčka, upam, da ste uživali z nami in da se v našo družbo vrnete kmalu. Zato nikar ne pozabite pritisniti gumba subscribe in zvončka, ki je poleg, tako se lahko družimo še in še na Timi Kids TV. Objem, polubček in pa do prihodnjič.